5 sekund je do konca, Slovenija bo premagala Francijo, to sem prepričan in to se bo zgodilo čez 3, 2, 1 in v tem trenutku konec tekme. Spoštovani Francozi, to so evropski prvaki, to je Slovenija, to je Luka Dončić, to je Edo Murić, to je celotna ekipa, ki lahko tudi brez edinega pravega centra, ki ga imamo, premaga ekipo, ki je lani na olimpijskih igrah osvojila srebrno medaljo. Bravo Slovenija, bravo naši junaki, bravo vsi, bravo navijači tukaj v Lanxess areni. Pa hiter prenos Gorana Dragića, lepo odigrano do Zorana in dosegli smo svoj prvi koš na zadovoljstvo slovenskih navijačev tukaj v Lanxess areni. Manj kot 5 sekund za met, Luka za 3, zadev je Luka trojko. Druga trojka Dončića, Magic Luka je spet na delu. Luka še enkrat in Luka ponovno za 3 in svojim značilnim nasmeškom za svojo 4. točko in zaostanek Francije za 2. Luka, tule bo šel Luka do konca in zadev je Luka. Dobro, sjajno, sedaj Luka proti Dragiću Zoranu, ki pa je zgrešil. Ja, ampak res čisti zicer, kot pravimo po košarkarsko. Imamo pa samo še 3 sekunde za tale napad. Luka bo tule moral metati, Luka iz nemogočega položaja, potem pa trojka. Trojka Luke Dončića, vsi tule stojijo, vsi so ustavi tule v teh prvih vrstah ob igrišču, pa vem, da niso navijači Slovenije, vsi so ustali. Pa Poirier, ki je tam udaril Dončića, sodnik je bil tam v neposredni bližini, Luka je dobil tu udarec po glavi, upam, da bo Luka zdaj miren, upam tudi seveda, ali je tu celo prišlo do krvavitve, neverjetno obrnili tale kriterij, ki je bil, moram reči, katastrofalen, ampak tudi sicer sojenje na tem evropskem prvenstvu, vse kar se tiče te skupine B, ni na nivoju evropskega prvenstva. Luka je bil danes že toliko krat na tleh, da seveda ob vsaki taki osebni napaki zastrižemo z ušesi. Murić, takoj poizkus za 3, zadev je Edo Murić. Bravo Murić, odličen je bil v prvem polčasu Murić, ki mora prevzeti velik del nalog, ki jih je sicer v naši reprezentanci opravljal Mike Tobi. Luka bo tule šel do konca, to je bilo tako jasno, ponovno tam brez osebne napake, to je neverjetno, kot da mu je nočejo dosoditi, ne vem, kaj si mislijo, vse si dal koš, pa ne rabi še osebne ali kaj. Luau, Kabaro, neuspešen, Goran v prodoru in zadev je Goran, ne! Sodnik kaže, da je bila to osebna napaka v napadu in da koš ne velja. No, tole si pa moramo pogledati v ponovljenem posnetku. Luka v prodoru, Luka bo zadev tole in še osebna napaka. Jezi se tam kole, ne vem, kaj pravzaprav hoče in zdaj še tehnična napaka tam francoskemu košarkarju. Ob njemu Gober in spet brez osebne napake, pa to je neverjetno tam. Bravo Goran Dragić tam, bravo, tudi Gober mu ni mogel ničesar. Ne, ampak ponovno koš, kaže sodnik, ne velja. Osebna napaka v napadu Gorana Dragića, pa gospodje sodniki dovolje. Iz Srbije, potem Marius Ciulin iz Romunije, kje so njega našli, ne vem, in pa Georgios Pursanidis in zdaj le še iz tega zornega kota 10 točkah prednosti. Ertel sam na trojki in zadev je trojko Ertel in Francija nas je ujela 80-79. Pomembno je dobiti tole tekmo. Goran Dragić, Okobo, osebna napaka, seveda, pa kaj se čudi tam? To je neverjetno. Zdaj se čudijo in eni in drugi, jezijo, ampak kdo je seveda glavni krivec za to? Ja, sodniki, kdo pa? Fournier in zdaj osebna napaka nad Fournierjem. Ne vem, drage davke gledalci, mogoče sem pristran 7 sekund. Goran je ukradil tole žogo, Goran!
Menda mu sedaj ne bodo piskali osebne napake v napadu. Bravo, Dragič. Prepuščajo igrišče Luki Dončiću. Luka proti Fournieru. Luka brez osebne napake. Dragič je bil sam na trojki, ni se odločil za met. Čančar za dve, zadev je Čančar. Bravo, Čančar. Spraviti do katerega od soigralcev, agresivni so Francozi, ne gre in napaka 5 sekund. Joj, kakšna napaka, Francozi agresivni in zdaj do konca 22 sekund, ampak to je malo časa, veliko in malo. Upam samo, da bodo naši zdržali teh 22 sekund. Izpolnili so tudi bonus, torej osebne napake ne smejo prehitro narediti. Zoran je ukradel žogo Fournieru, Fournier se je rezi, Goran pa je zadev! Goran je zadev! 6 točk prednosti, 10 sekund je do konca, Slovenija bo premagala Francijo, to sem prepričan in to se bo zgodilo čez 3, 2, 1 in v tem trenutku konec tekme. Spoštovani Francozi, to so evropski prvaki, to je Slovenija, to je Luka Dončić, to je Edo Murić, to je celotna ekipa, ki lahko tudi brez edinega pravega centra, ki ga imamo, premaga ekipo, ki je lani na olimpijskih igrah osvojila srebrno medaljo. Bravo, Slovenija!